Veliko vprašanje je, če je mogoče statusni simboli, kot so avto, blagovne znamke, oblačila, nov iPhone, če je mogoče s tem pokazati na eno našo izvirno držo v tem svetu. Dosti bolj verjetno je, da s tem kažemo neko svojo šibkost, neko željo po pripadanju, neko željo po ugledu, po priznanju, ampak povsem drugače bi bilo, če bi lahko vsak zaupal temu, da to, kakršen je dovolj izvirno. Pristno življenje ne potrebuje simbolov, saj tako življenje samo po sebi že odraža izvirnost osebe. Da, vsak od nas doživlja svet okoli sebe skozi prizmo svojih lastnih predstav, miselnih vzorcev in konceptov. Večinoma ne vidimo in ne sprejemamo stvari takih, kakršne so. To je zelo povezano z stopnjo naše zavesti. Nižja kot je naša zavest, bolj zatemnjena je in bolj smo negativni v sebi in do drugih. Stvari, ki jih doživljamo, si razlagamo skozi to negativno prizmo in si tako zadajamo še več bolečine. Bolj ko pa se naša zavest dvigne, bolj začenjamo zaznavati svet okoli sebe, kakršen je. Da bi lahko videli stvari take, kot so v resnici, moramo povezati svojo zavest z vrhovno, absolutno resnico. Samo tako bomo zaščiteni pred iluzijo, ki sicer zastira naš pogled in nam obarva zaznavo. Najučinkovitejši način za povezavo naše zavesti z vrhovno zavestjo je meditacija na transcendentalno zvočno vibracijo. Ta meditacija odstrani iz naše zavesti prekrivala miselnih vzorcev, ki nas vklepajo v prepričanje, da smo del materialnega sveta. Vse bolj se začenjamo zavedati svoje prave, ljubeče, duhovne narave in začenjamo zaznavati svet z duhovno vizijo. Potem se lahko odvežemo od prijetnih in neprijetnih doživetij in proniknemo v globino vsake situacije. V vsaki situaciji začnemo zaznavati milost Boga, saj lahko odkrijemo, da so tudi najbolj neprijetne izkušnje samo priložnost, da še bolj sprejmemo njegovo zavetje in tako okusimo njegovo prisotnost, ki prinaša vse večjo srečo. Spoznamo tudi, da so prav izkušnje, ki smo jih imeli za najtežje, odskočna deska za večji duhovni napredek in za vse večjo srečo, ki jo ta napredek prinaša. Tako se naša hvaležnost in privrženost Bogu bolj in bolj povečuje.